Soboški BTC je minuli konec tedna postregel s pestrim dogajanjem. V petek so odprli razstavo, ki je nastala tekom projekta Spodbujamo prijateljstvo, v soboto pa je bila na vrsti otroška predstava z naslovom Superkrila na obisku, v kateri so mladi izredno uživali. Projekt Spodbujamo prijateljstvo poteka že 7. leto. Tukaj smo danes na zaključnem dogodku za Štajersko regijo za projekt Spodbujamo prijateljstvo. To je projekt, ki poteka že 7. leto v sodelovanju z družbo BTC. In gre v bistvu za to, da smo tukaj zato, da spodbujamo vrednote, spodbujamo razmišljanja, kaj so prijatelji, kdo so, kako se do njih obnašamo, kakšna čustva pri nas izbujajo in otroke zato povabimo na ustvarjalni natečaj. In potem iz njihovih čustev in misli in sodelovanja nastajajo ta dela, ki so tukaj za nama. Mi se potem z komisijo odločimo, kaj razstaviti, ker jih dobimo ogromno. V projektu je letos sodelovali zopet rekordno število, kar je 13.750 otrok, preko 215 ustanov slovenskih šol in vrtcev, na kar smo zelo ponosni. In danes smo tukaj zato, da sicer bi radi nagradili vse, žal jih ne moremo, smo zato tukaj, da nagradimo najboljše, pogledamo tudi njihove nastope, filmčke in pa dela, se skupaj malce podružimo in zbujamo duh prijateljstva tudi tako. Se pravi, se mladi tudi skozi, nekako bi rekla, risbo, filme učijo vrednot prijateljstva oziroma spoznavajo, kako pomembne so te. Tako je. Mi jim sicer puščamo odprte roke, ker želimo, da so čim bolj ustvarjalni, ampak letos smo dobili dodatno kategorijo, to so filmčki, zelo uživajo, kot ima tukaj za nama, tako da lahko tudi posnamajo svoje občutke, ideje in vse misli, ki jih v bistvu navdihujejo v besedi prijateljstva. Kako pa učitelji pomagajo pri tej zadevi? Učitelji so zelo pridni, zelo ustvarjalni, skupaj z njimi. Jih snemajo, danes bomo videli, kako jih lepo skoordinirajo tudi v nastope, pripravljajo gledališke igre in tudi zelo radi sodelujejo. Morda to, kakšne nagrade boste podelili? Nagrade so v bistvu pod sponzorstvom BTC, ustvarjalne, seveda bojo spodbujale prijateljstvo in skupno delo, druženje in pa tudi malo športa. V projektu kot partner že vrsto let sodeluje družba BTC. Z veseljem vas pozdravljam v imenu BTC-ja in seveda še bolj z veseljem povem, kako uspešen je letošnji projekt Spodbujamo prijateljstvo, saj vas je sodelovalo v letošnjem letu več kot 13.000, torej iz vse Slovenije, in to je navdušujoča številka, ki pove, kako pomemben je ta projekt, kako dobro se ga vsi zavedamo, tako mentori, tako sodelujoči partnerji in seveda vi otroci, kako radi pri njem sodelujete, saj s tem projektom sporočate sebi in tudi nam, kako pomembno je prijateljstvo, kako pomembno je sodelovanje, medsebojna pomoč in vse, kar prijateljstvo prinaša. Tako da z veseljem se vam tudi zahvaljujem za vse to sodelovanje in verjamem, da bomo tudi v naslednjem letu sodelovali, da boste del tega našega ustvarjalnega projekta in želim vam veliko uspeha še naprej, želim vam lepe dni in veliko prijateljstva med seboj. Zahvaljujem se tudi vsem sodelujočim, nastopajočim, ki s svojimi nastopi še dodatno sporočajo to veliko sporočilnost prijateljstva, ki je neprecenljivo. Hvala lepa vam in upam, da se vidimo tudi v naslednjem letu. Učenci 4. razreda osnovne šole Kuzma so pripravili točko z naslovom Črke prijateljstva. Sem P. Kot pomoč. Nikoli ne veš, kdaj jo potrebuješ in lepo je, če jo ponujaš. Z črko P se začne tudi beseda pogum, ki v meni raste in me krepi. Pripravljenost, ki me vedno na neko pot usmerja. Imenujem se R. Kot radodarnost, ki razveseljuje uboge. Resničnost, ki trka na srca krivičnih, radost, katera pot je sončna in svetlobno neskončna. Ob njej je sončen tvoj obraz in zato sem sončna tudi jaz. Sem I,
Kot iskrenost, ki jo v srečanju z drugimi ljudmi najbolj iščeš. Sem J. Kot junaštvo s svojo močjo lahko rešim kakršnokoli situacijo. Sem A. Spremljajo me ambicije, s katerimi rad priskočim na pomoč. Moja črka je T. Kot trdnost gradim mostove trdnega povezovanja. Ime mi je E. Moja oblika poveže največ vezi. Sem L. Kot ljubezen, ki ima neizmerno moč in je hranilo našega obstoja. Sem J kot jeza, ki bom poskusil jutrišnji dan in vse dneve za njim začeti z nasmehom na obrazu. Mogoče vam komu lahko polepšal dan, ko se leži meni mnogokrat. In jaz sem S. Kot sonce. Sonce je svetlo, zato k meni sodijo nasmeh, sreča, radost, zdravje pa tudi dobrota. In jaz sem T. Kot ovalstvo. V njem vidim vse tvoje vrednote, ki si jih zdaj naštel ravno ti, S. In moja začetnica je V. V kot varnost, vljudnost. Tudi jaz sem se spoznal v vajnih vrednotah, ki sta jih naštela. Z veseljem se vama priključim. Verjamem, da se bomo lepo jemali in skupno bomo močnejši. Še mene ne izpustite, jaz sem O. Kot odgovornost in moja naloga je, da se povežemo v sklenjeno črto, kot je moja oblika, ki nima ne konca in ne kraja. Predlagam, da se naj to imenuje prijateljstvo. Prijatelj je pravi prijatelj, ki piše pesmi kot pravi pisatelj. Prijatelj ve, katera beseda boli in katera beseda te ne smeji. Če prijatelj ti pomaga, pravi, da zmaga. Prijatelj te čaka tam, kamor noče sam. Če mu poveš kakšno skrivnost, jo ne izda, ker ve, da samo on jo zna. Prijateljstvo je dar, ki si ga vsak sam lahko pribori. Prijateljstvo je ljubezen, veselje, žalost in tudi bolečina. Srečno prijateljstvo se lahko rodi in tudi lahko umre, lahko pa ostane zavedno v srcu. Prijatelj je tisti, ki ti zmeraj stojijo ob strani in ko vsi odidejo, prijatelj s tabo kot angel. Prijateljstvo je najtežje razložiti, ne nauči se ga v šoli, toda če se nisi naučil pomena prijateljstva, se v življenju resnično nič nisi naučil. Prijatelji vedno skupaj držijo, res, da se včasih skregajo, vendar med njimi vedno lučka sija. Prijateljev lahko imaš na tisoče. Pravi prijatelj pa je tisti, ki ti ob dobrem in slabem stoji ob strani. Prijateljstvo je čudna vez, ki pride med dva vmes. Je to objem ali lepa beseda, morda veselje in sreča, prijatelj potem je prava oseba, ki nikoli ne odneha. Ne hodi pred menoj, morda ti ne bom sledil, ne hodi za menoj, morda ne bom vodil, hodi ob meni in bodi moj prijatelj. Med zmagovalci so se znašle učenke in učenci dvojezične osnovne šole Prosenjakovci in otroci iz vrtca Bodonci pri osnovni šoli Puconci. V projektu sem jaz kot mentorica sodelovala prvič. Zakaj smo sodelovali? Zato, ker mi čutimo na šoli prijateljstvo, to nam je pomembno, celi čas gradimo mostove med učitelji in učenci in to nam je res pomembno in na tem res vztrajamo in delamo na tem. Naše sodelovanje na naši šoli, moram povedati, da je res enkratno, vidi se, dihamo kot eno, tako učiteljski tim, kot tudi učenci in hkrati vsi. Torej, mi imamo vizijo spletati mrežo znanja, torej vseh. Danes ste prejeli prvo mesto, če povejo še enkrat za naše gledalke in gledalce, kaj ste pripravili? Pripravili smo kratek filmček, v katerem z naslovom Posebne vezi, kjer smo predstavili tematiko ljubezni in prijateljstva, kjer ugotovimo, da je prijateljstvo v pomenu ljubezen tudi, ampak prijateljstvo tudi se rabimo nekoga, na kogar se lahko naslonimo, ko smo v težavah, ko čutimo neko strah, bolečino in tako naprej.
Povejva za konec še to, kako pomembno je, da se mladi sproti učijo pomembnosti te vrednote, ki je verjetno ena najpomembnejših v našem življenju. Seveda, tako kot se učimo od začetka stopiti prve korake, naredimo, tako je tudi pomembno spletati prijateljstva že od začetka, saj vemo, da je prijatelj tisti, ki nam pomaga v težavah, kot sem že prej povedala. To je ena takšna tema o prijateljstvu, katero bi naj otroci spoznali. Mi pravimo v vrtcu, ko smo prijatelji, ampak prijatelji smo vrtečki prijatelji in mi smo se naučili, kaj pa je ta pravi prijatelj pri tej temi. Kako so otroci sprejeli to, kako so sodelovali, kakšno je bilo sodelovanje? Na začetku zelo zadržano, ker niso vedeli, kaj pričakovati, potem ko pa je začel nastajati plakat, potem pa je že bilo polno interesa, pa veselja, pa zanimanja, pa sodelovanja. V soboto pa so na svoj račun prišli tisti najmlajši, saj so v BTC-ju v pozdravu pomladi zanje pripravili otroško predstavo z rajanjem. Otroke je obiskal Jan iz priljubljene risane serije Super krila, ki je dodobra popestril dogajanje sobotnega dopoldneva. Jan je z otroci zapel, jih naučil nove igrice, ob tem pa jim je pokazal tudi čarovniške trike. Seveda pa se je z mladimi oboževalci tudi fotografiral in poskrbel, da so domov odšli z nasmehom na obrazu.